Spoštovani, lepo pozdravljeni na 24. spomladanskem kmetijsko-obrtnem sejmu. Posebej pozdravljam državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, gospoda Jožeta Podgorška, župana občine Komenda, gospoda Stanislava Poglajka, predsednika državnega sveta, gospoda Lojza Kovska, predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice, gospoda Cvetka Župančiča, magistro gospoda Nito Jakoš in Zadružne zveze Slovenije, Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja gospoda Velikoslava Žvipla, načelnika upravne enote Kamnik gospoda Mihala Novaka, direktorica občinske uprave občine Komenda, magistro gospod Majdo Ravnikar in delegacijo prijateljske Sremske Mitrovice za Leto Miloševičem. Pomlad se v Komeni začne s sejmom in tradicija se nadaljuje. Danes, morda o malce bolj muhasti pomladi, odpiramo že 24. spomladanski kmetijsko-obrtni sejem. Tudi tokrat je na 50.000 kvadratnih metrov razstavnega prostora. Tudi tokrat je blizu 700 razstavljavcev z aktualnim predavanjem Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in Zavoda Ljubljana. Do vsa leta strokovne podpore naših vsejno v Komeni se zavodu, zato še posebej zahvaljujem. Poseben poudarek smo že sedaj in tudi v pripravi letošnjega sejma nametli na varnost in delo v gozdu. To je redno na naših sejmih. Vem, da tokrat še posebej poudarjamo tudi primerno obnašanje v gozdu in pri delih v njem. Slovenski gost je namreč ni le ena možnost in naše. Slovenski voz je naša zibelka in naš ponos, ki ga moramo v delu, gospodarjenju in v vsakdanjem življenju spoštovati. Nekaj podobnega je pri našem kmetijstvu. Drugačno je, kot je drugje. Vedeti moramo, da sta naše kmetijstvo in kmetovanje tudi naša hrana. In zato da vse pomembne za naše zdravje in nazadnje za naš narodni obstoj. Saj poznamo pogovor, ni vse zlato, kar se sveti. Kmetijstvo, ljubovito kmetijstvo je tisto, ki nas utrjuje in potrjuje z imenom Slovenci v državi Sloveniji. Predelava in predelava hrane v naši zemlji pomeni naše bivanje. Pomeni bivanje naše mlade generacije in njenih potomcev. Zato moramo biti naš usmeritev in pripadnost podrejena tudi gospodarsko, politični povezana vrednota. Ne sendviči in ne nasprotovanje različnih pripadnosti kot geslom demokracije. Ne. Vsebinsko iskanje boljšega in najboljšega razvoja naj bo pot za ohranjanje in za boljši jutri. Pod spodbujanjem mladih za predelavo in predelavo zdrave slovenske hrane je prva najpomembnejša in tudi predvsem poštena prijat vsakogar, ki je ki nas znati turizmem govorim. Še bolj natančno, slovenskem kmečkem turizmu. Vemo, da smo v lepi Sloveniji nekaj posebnega, hribi, gorami, dolinami, ravninami, gozdovi, studenti z vinsko trto, morjem, znanjem in prijaznostjo. In prav to je naše pravo ime in naše značilnosti, ki jih moramo tudi državno, ekonomsko spoštovati in spodbujati. Kmetijsko-obrtni sejem v Komeni predstavlja in potrjuje prav te posebnosti in to naše delovno trdnost. Sejem je zato predstaviti tudi podpora
in spodbuda mladim kmetovalcem, poljedelcem, vrtičkarjem. Posebno pozornost namenjamo tudi živinoreji za razstavo gospaselskih govedi v sobote in v nedeljo. Sledimo predstavitvam drugih panog, obrti, podjetništvo ter ideje izdelkov na tem področju. Tudi različne družbene dejavnosti se predstavljajo na letošnjem spomladanskem sejmu. Posebno skrb pozornost namenjamo prometu, varnostjo, tudi nekaterim motečim dogajanjem za domače oziroma za naše občane v sejemskih dnevih. Upam in želim, da bo tudi letošnji 24. spomladanski kmetijski obrtni sejem poslovno in organizacijsko uspešen, da bodo pozdravljeni tudi razstavljavci in obiskovalci, ki bodo v 3 dneh prišli v Komendo. In naj bo Komenda v sejemskih dneh tudi prijazen kraj lepega, poslovnega, varnega, družabnega in tudi veselega sejemskega druženja. Hvala.